Dobrodošli na spletni strani Zofijinih ljubimcev, Društva za razvoj humanistike. V tem posnetku vam bomo predstavili podstran učilnica ucilnica.zofijini.net. Podstran učilnica je namenjena preglednemu in zbiranju gradiv in vaj, ki lahko koristijo tako učiteljem kot učencem pri poučevanju in spoznavanju različnih humanističnih vsebin, s prav posebnim poudarkom na etiki in filozofiji. To je baza različnih didaktičnih vaj. Podstran učilnica najdete na domeni ucilnica.zofijini.net. V zgornjem desnem kotu strani najdete povezave do nekaterih socialnih omrežij, v katerih sodeluje Društvo Zofijini ljubimci. Tako se lahko tukaj naročite na RSS feed, ki vas obvešča o novostih na strani. Tukaj najdete bližnjico do YouTube kanala, na katerem je tudi nekaj posnetkov iz videoprodukcije Društva Zofijinih. Povezava do internet arhive vas popelje v bazo, v kateri hranimo audio in video materiale. Tukaj ste še povezavi do skupine na Facebooku in do računa na Twitterju. Glavni meni, ob osrednji vstopni strani, ki ponuja in izpostavlja nekaj aktualnih vaj, ponuja kratko predstavitev in vabilo k sodelovanju. Povezave vas vodijo do izbranih spletnih strani, ki se ukvarjajo s podobnimi vsebinami. Arhivi vam ponujajo možnost brskanja in iskanja prispevkov po različnih kategorijah, po rubriki, letnici ali avtorju. Zadnje orodje v meniju je iskalnik, preko katerega lahko iščete vsebine na strani. Iskalnik uporabite tako, da vpišete geslo ali besedilo, ki vas zanima. Iskalnik ne išče po seznamu avtorjev. Za to možnost uporabite arhiv avtorjev. Levo na robu strani najdete rubrike. Vsaka od rubrik je posvečena enemu od širokega področja poučevanja na osnovnih in srednjih šolah. Na voljo so rubrike za področja državljanska vzgoja in etika, filozofija in filozofija za otroke. Vsaka od rubrik ob seznamu vaj za konkretno področje vsebuje še povezavo do učnega načrta za vsakega od izbranih predmetov. Pod seznamom rubrik najdete kratek info o aktualnih objavah na osrednji strani Društva Zofijini. Vsaka od vaj je predstavljena pregledno v tabeli, v kateri je mogoče razbrati datum objave, rubriko, naslov vaje, avtorja vaje, primernost vaje, kratko vsebino, cilje, ključne pojme, možne medpredmetne povezave in na koncu še povezavo do same vaje, ki je običajno dosegljiva kot PDF dokument, ki vsebuje natančna navodila in povezave za praktično izvedbo vaje. Spletno stran zaključuje strnjen seznam rubrik, podstrani in aktualnih objav. Na koncu strani najdete informacije o licenci, prijavo za urednike, ki skrbijo za objave na strani, in povezavo do podjetja Arhit, ki je pomagalo pri oblikovanju in postavitvi spletne strani.